Vsekakor obstajajo potenciali za širitev Vzajemne na nova področja, kot so življenjska zavarovanja v povezavi tudi z zdravstvenimi zavarovanji, pa tudi zavarovanje za dolgotrajno nego v starosti. Torej, poleg zdravstvenih zavarovanj in nezgodnih zavarovanj, ki jih ponuja Vzajemna trenutno svojim zavarovancem, želi Vzajemna vstopiti tudi na nova področja in tako ponuditi kompleten paket osebnih zavarovanj svojim zavarovancem po najnižjih premijah. Ostalim ponudnikom bomo konkurenčni z življenjskimi zavarovanji v kombinaciji z zdravstvenimi zavarovanji. Tukaj gre za našo prepoznavno blagovno znamko, sicer je prepoznavna predvsem na področju zdravstvenih zavarovanj, imamo dobro mrežo za trženje teh produktov, tako da vsekakor obstaja dosti dejavnikov oziroma dosti področij, kjer smo lahko konkurenčni z inovativnimi produkti, ki jih bomo ponujali našim zavarovancem seveda. Vsekakor je konkurenčna prednost Vzajemna oblika zavarovalnice, torej pravno-statusna oblika, katere cilj ni primarno profit, torej dobiček, temveč čim več ugodnosti za naše zavarovance, kar pomeni, da pri življenjskih zavarovanjih, na primer, bo imeli za nižje premije, recimo višje zavarovalne vsote oziroma večje druge ugodnosti. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica se je odločila, da gre na področje življenjskih zavarovanj, ravno zato, da zniža tveganje svojega poslovanja, torej da naredimo diverzifikacijo tudi na druga področja poslovanja, ter da tako našim zavarovancem ponudimo kompletno paleto storitev. Naj omenim, da v Evropi je približno 2/3 vzajemnih zavarovalnic, ki ponujajo tudi življenjska zavarovanja svojim zavarovancem po ugodnih premijah, kar jim omogoča ravno vzajemnostna oblika zavarovalnice. Finančna kriza nam je bila izziv in nam bo izziv, saj smo lani recimo uspešno prebrodili finančno krizo z dobrim upravljanjem, s tveganjem, ki jim je Vzajemna bila izpostavljena, in tako uspešno prebrodili krizo z malenkostnimi 3 do 4% izgubami vrednosti aktive premoženjske bilance. Za naprej pa finančno krizo jemljemo kot izziv predvsem v tem, da bomo ponudili svojim zavarovancem tiste produkte, ki jih potrebujejo in po takšnih prodajnih kanalih, ki so ugodni, najcenejši, tako da še naprej bomo stroškovno učinkoviti in zavarovalnica, ki ponuja najboljše storitve za naše zavarovance. Dobre vodje, dobri lideri morajo biti karizmatične osebnosti, morajo znati navduševati svoje zaposlene, torej svojo ekipo, ki jo imajo, da uresničijo zastavljene strateške cilje čim bolje in čim hitreje. Torej, morajo biti vztrajni, motivirani, imeti dovolj znanja, vsekakor biti pripravljeni trdo delati, da zmotivirajo zaposlene k dosegi zastavljenih skupnih ciljev. Pri sodelavcih, ki so del menedžerske ekipe, sem najbolj pozoren na njihovo pripravljenost trdo delati, torej tako kot jaz, na njihovo znanje, kompetence, tudi na to, da znajo koordinirati svoje zaposlene, predvsem pa na to, da jim lahko zaupam, saj vkolikor ne moreš zaupati svojim zaposlenim, tudi ne moreš dobro voditi in brez strahu voditi svoje firme. Na moje zaupanje do zaposlenih, ki so del menedžerske ekipe, vplivajo njihove osebne vrednote. Te osebne vrednote naj bodo poštenost, odkritost, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo strank naših zavarovancev, vendar pomembno je, da ne govorimo eno in delamo drugo, temveč da se vrednot tudi držimo. Zaupanje svojih sodelavcev sem si verjetno pridobil z odkritostjo, poštenostjo, trdim delom, torej da izkazujem, da sem pripravljen delati dobro za Vzajemno in njene zavarovance, ter verjetno tudi predvsem z tem, da sem odprt in da se z njimi pogovorim, če le zaslutim, da potrebujejo ta pogovor. Dejavnikov, ki so me pripeljali do tega uspeha, je več. Najpomembnejši so predvsem zagnanost, trmast sem po karakterju in pripravljen trdo delati in se odrekati marsikateri prijetni stvari, pripravljenost na izobraževanje, torej na delanje kariere, vsekakor pa brez podpore družine in brez podpore sodelavcev in prijateljev ne bi šlo. Torej, ključni so te dejavniki, poleg vsekakor sreče in iznajdljivosti, da si na pravem mestu v pravem času. Če me vprašate, katera področja si želim še spoznati v svojem življenju, v bistvu vsekakor je primarni cilj uspešno vodenje Vzajemne
da pridemo res na ta življenjska zavarovanja in zavarovanja za dolgotrajno nego v starosti in da dosežemo tisto, kar smo si zadali v svojem strateškem programu. Seveda pa morda v prihodnje pride poštev tudi tujina, če bi videl, da je tam še izziv za moj nadaljnji osebnostni razvoj in nadaljevanje svoje kariere. Poleg vodenja firme želim delati tudi nekaj dobrega za družbo, tako pomagam raznim društvenim dejavnostim, pa predvsem študentom s posedovanjem znanja, ki sem ga osvojil v dosedanji karieri. Tako predavam na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici in občasno tudi na GEA Collegeu. Medijska izpostavljenost je lahko dvorezen meč. Po eni strani mi je na začetku ugajala, seveda takrat, ko so pozitivne informacije prihajale v javnost, sedaj, ko se je zadnje mesece, ko je bila tudi kakšna negativna novica, pa je medijska izpostavljenost mi ni prišla prav, mi je delovala nelagodno na moje tudi osebno življenje in družino, vendar pač sem se sprijaznil, da s položajem prihaja tudi medijska izpostavljenost in da je pomembno takrat, ko je kakšna negativna informacija v javnosti, da se to skuša dokazati oziroma pojasniti transparentno z dokazi in le tako lahko javnosti dokažemo v bistvu svojo dejansko plat zgodbe. V življenju me stimulira predvsem to, da naletim tudi na težave, ki mi potem dajo nove energije, da to sprejmem kot izziv, da najdem prave prijatelje, prave sodelavce, da te težave tudi premestimo skupno energijo in potem smo zadovoljni, srečni, gremo v nove izzive, novim ciljem naproti.